Tudi v takem ga ne znam več, ej. Miva je ready, gremo. Až kam grem, tako no se zgodi, na Radio 1. Moram unga Lenuha Avdića nadomeščati. Ciril, koliko minut zamuja? Lahko ti pokažem ključe, pa probi ugotoviti, kaj je to za en avto. Lada je. A veš, so me malo presenetili, ne? Zdaj bom pa pod vodstvom evropske prvakinje skupaj z Janom moral streljati tjale na tisto tarčo za enim takim dosti smešnim lokom. A ga pokažem? Je super tega, no prešer. Evo, jaz sem konc, vmes je ratu dan, imeli smo se fajn. Pa z Janom Morel sva se pomedla v lokostrelstvu, kdo je zmagal, ne sprašuj. Je bil pa live stream, ne, tako da če hočeš videti ta lokostrelski fight, pejt na Facebook stran Radio 1, pa mora biti ta video že gor. Ja, pa še ena stvar. Ne vem, kaj ti rečem, no. Dolga zgodba, nekaj smo posneli, ker smo se gužvali na zadnjih zicih Katrce. Nekaj pošljati malo. Nekaj se dela mrtvega. Padu bo nate. A veš, česa se pa neizmerno veselim? To, da bom en vlog, ali pa mogoče celo dva, posvetil sam mladi Mivi. Pa vsem njenim posebnostim, ker stari jih ni malo. Tudi v takem ga ne znam več, ej. A če ima parkirne senzore? Jo, ima, pa radarski tempomat tudi. Evo, zato sem prišel na Gorenjsko, ta nova Seat Arona. Pa še ena, ta je FR, pa še ena, ta pa ni FR, pa še, a ne, ta pa ni. Pa še ena, pa tale X. Kar simpatično, ne? Vidim ta pameten ključ, pa da je Klejan že probo praskat, ker ga je hotel nekam utakniti, pa ne gre. Veš, kako je spraskan? Dec, ne moreš za to lukno, če je ni. Ok, delovno okolje je, pismo, moram reči, da klasično Seat, ampak hkrati se pa vidi, v katerem segmentu Arona nastopa, ne? To so majhni križanci, za majhne križance pa vemo, da se čisto vsi po vrst trudijo, da bi bili čim bolj zanimivi. A veš, da je malo taka drugačna, razgibana. Avto je odstalo oddaljen 19 cm, ni velik, ni pa tudi mal, ne? Ker imaš športne terence, ki so odstalo oddaljeni tudi manj, ne? Ponovadi 18, pa še celo kakšen centimeter manj. Itak najbolj pomembne so cene, to bom zvedel pol na tiskovki, ker se pa kufr tiče v osnovi. Kaj je tole ven vzamem? Ga je 400 litrov, to je zelo ok. Klop se deli 60, 40. Avto je razmeroma kompaktn, nekaj čez 4 metre, pa mislim, da ne prav dost. Tukaj spredi ima 2 USB vhoda, cool. A pa veš, kaj sploh razložil nisem, ne? Kaj ta X pomeni? X je enako crossover. Pa še ena stvar, če si v tem trenutku ravno kar misliš, a je to ta majhna sestrca Ateke? Ja, to je ta majhna sestrca Ateke. A je to v bistvu na en način dvignjena Ibica? To je res, to je na en način dvignjena Ibica. Je Ciril, od kje je pa Arona dobila ime? Ime je dobila po provinci Arona na Tenerifi. Ker se motorjev tiče, je dosti preprost, ali imaš 1,6 litrskega dizla, tam lahko 95 ali pa 115 konj, lahko se odločiš pa za bencinarja. Tukaj pa osnova litrski motor, trivaljnik valjda s 95 konj ali pa 115 konj. To je po mojem najbolj popularen. Mislim, živahnemu stylingu pa še tudi živahen motor. A zbereš pa tudi 150 konjskega bencinarja. Izpa že kar dobro gre. Kar se same pameti tiče, Arona zna mrske. Mislim, da ima lahko tudi pameten tempomat. V vsakem primeru pa vem, da zna nadzirati mrtve kote, pa da zna preverjati prostor za avtomobilom, ker greš ti rikverc, da ona preverja, en gre pa avto sam zabremza. Veš, kaj sem takoj po rajtu? Zelo taka prijetno odzivna je. Mislim, se mi zdi, da se ji ni težko igrivo peljati. Veš, kaj hočem reči? Ok, tiskovne konc, tako da zdaj vem tudi ceno od 13 990 naprej bo Arona, ampak sam pod pogojem, če vzameš od Seata financiranje, da je v povprečju tam za 2,5 ure več, kar stane Ibica. Jelač, jaz pa moja Lada Niva greva domov in to po ta dolgi poti.